Torej, prehajamo na drugi del naše konference. Prihajamo na pogovorni del, v katerem bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Začnimo pa kar za ogrevanje z nekaj že pripravljenih vprašanj in sicer kar začnimo. V kakšnih fazah lahko poteka akutno vnetje prebavil? Od blagih do zelo resnih simptomov. Pri kakšnih simptomih je nujna bolnišnična skrb, kako hitro lahko nastopijo znaki hude dehidracije in pomanjkanja elektrolitov. Dragi gospe, lahko že približate stališče. Sicer to je zdaj zelo težko meni govoriti, ne, glede na to, da sem jaz čisto iz drugačne veje, oziroma ki bi se morala dopolnjevati, ampak je vedno težje vse skupaj dopolnjevati. Glede tega, sam okužbe prebavnega sistema lahko so čisto samo kot nek občutek slabosti, zvijanje v trebuhu. Pri takih absolutno priporočam, da se ljudje pomagajo sami, na kakršen način si znajo. Nekateri si znajo zelo dobro pomagati, nekateri pa zelo slabo. Imamo ljudi, ki jih dvakrat boli v trebuhu, 1 urico in že takoj na urgenco in imajo celo paleto preiskav in potem na koncu gotoviš, da je verjetno neka disbioza oziroma neko neravnovesje nastalo zaradi česarkoli in grejo potem domov. Imaš pa takšne, ki si doma zelo dolgo pomagajo in pride do tega, da lahko pride do dehidracije, to je predvsem, kadar bruhajo in odvajajo tekoče blato istočasno. Tega je zelo veliko, potem je potrebno biti previden pri otrocih. Otroci, sploh manjši, lahko zelo hitro dehidrirajo. Če se človeku začne vrteti, jaz absolutno, takoj, ko se vstane, ali pa ne tisto naenkrat, ko se včasih spremenimo položaj, ampak kadar recimo bruha, ima drisko, se mu začne vrteti, takrat jaz absolutno priporočam, da si pogleda vsaj prvo, kar je jezik, da vidi, če je sluznica oplahnjena, če je jezik suh, če ima suha usta, če nima dovolj sline, kolikrat je šel zadnjič v zadnjih 2 urah recimo na stranišče, kolikrat je odvajal vodo in potem tudi kolikokrat je on odvajal tekoče blato, zato ker se da tudi doma zelo pomagati z rehidracijskimi raztopinami, ki si jih lahko vsak človek sam naredi, samo zmešajo se elektroliti. Na kakšen način bomo mogoče kaj več povedali ostali, to pa je nekak iz moje strani. Hvala lepa. Bi katera še dodala kaj k temu vprašanju? Domača hitra hidracija. V osnovi eno sredstvo je kot infuzija, to je kokosova voda, ampak pod pogojem, da je kokosova voda zelenih, tistih mladih ekoloških orehov, ki nima dodanih cukrov, pa arom, pa tega. Teh je res zelo malo. Mislim, tako nočem delati, ampak res večina tega, kar je na trgu, se dela iz suhega. Kokodrink je edina zadeva, za katero ja vem, da terapevtsko tako deluje in na telo to res deluje tako, da hidrira direkt v celico. Po takem dnevu, ko ja cel dan govorim, zvečer to spijem in kljub temu, da spiješ 1 liter, ne greš lulat, zato ker telo kar posrka nazaj. Druga opcija je, da to delamo na bazi slanice. Idealno je imeti slanico iz kristalne soli, ne iz kamene, ker je bolj koloidna in če recimo dodamo pikico medu pa nekaj slanice, naredimo si zelo hitro svojo fiziološko raztopino, ne pa delati tega z jodirano in fluorirano soljo. To je nekaj, s čim se lahko izjemno hitro pomagamo. Večina praškov v resnici je to, samo potem z dodano kakšno umetno aromo. Je bi pa za take stvari, recimo mi doma takoj uporabimo kutne, čežano iz kuten ali tisto vodo, tako sluzasto, ki jo kutne, ko jih vlagate za kompot, naredijo, zato ker je pektin izjemno razstrupljevalen in iz telesa pobere. Lahko imate tudi pektin doma v obliki prahu, ki ga imate recimo za konzerviranje, pa če ga boste samo zamešali z vodo pa spili, bo delovalo tako kot zeolit, če ga imamo. Tako da malo je potrebno, včasih ko vprašam ljudi,
Vse to že imajo, samo se sploh ne spomnijo, da bi to v takem trenutku uporabili. Tako da naredite si nekaj plonk cegelc Bravo. za take primere. Torej, hvala lepa. Torej, odgovarjamo konkretno na vprašanja, kako si lahko na naraven način pomagamo v primeru akutne črevesne okužbe. Morda še eno vprašanje, kaj in kako lahko uživamo in kaj ne v primeru vnetja prebavil z drisko in bruhanjem. Ja, mogoče lahko tukaj jaz nekaj povem. In sicer seveda, če je vnetje, že tako beseda pomeni, da bo črevesje težko zadržalo, oziroma skratka vse, kar bo grobo, kar ga bo motilo, ga bo dodatno iritiralo. To pomeni, da mora biti takrat prehrana, rečemo, zelo kašasta, juhice so tukaj izjemno pomembne, dobre, pa naj bodo to rastlinske juhe, prav zelenjava, ki jo potem odlijemo, pa se pije lahko takšna juha, lahko je korenčkova juha, lahko zelo dobre so tudi, recimo, kot je že Sanja rekla, jabolček, ko se naredi čežana ali pa se lahko, zlasti pri močni driski, to je že staro zdravilo, da se nariba jabolček in se ga pusti tako da porjavi in tisto jabolček bo tudi zaustavil drisko. Vsekakor pa ja, ogromno pit, tudi banane so v tem primeru lahko, ker prvič so lahko prebavljive, dodatno kalij dobimo, elektrolite. Zdaj, če je pa lahko, jaz še mogoče nekaj rekla tudi o juhah, ki se delajo, torej te kostne juhe, ki se lahko tudi uživajo, ker imajo tudi ogromno, torej bistre juhe, ker ogromno elektrolitov, aminokislin, vse tistega, kar v bistvu primanjkuje, ko smo dehidrirani in izčrpani. Mogoče še klorofile dodamo. Prav recimo, če si naredite recimo liofilizirana kopriva, ječmenova, sok iz ječmena ali recimo pirin, sveže stisnjen sok, te zadeve. Klorofil je izjemno razstrupljevalen in istočasno protivneten, tako da klorofili tudi zelo dobro delujejo takrat. Aktivno oglje, ja, je standard že. Suhe borovnice, alge. Alge bi tudi delovali, seveda razstrupljevalno, večje mase. Suhimi borovnicami. Piro ste imeli, ne? Pirina trava. Ja, tako. Ja, seveda, tle so tudi čaji, ne? Mi smo posebej rekli, da čaji, ki spravi iz robidnic, ker robidnice zelo izsušujejo, so tudi ajurvedsko znane, da pri tem pomagajo, ali pa tudi žvečenje, ne? Tudi žvečenje suhih borovnic je tudi lahko. Če tisti, ki pišete seznam, a ne, karop, torej tudi rožiči se uporabljajo za ta namen. Tako da sigurno doma od 10 stvari, ki smo jih našteli, imate vsaj 3. Samo panika vas ne sme zagrabiti. Tako je, panika, strah in vplivi čustev, ki so spet odločujoči na prebavo, za prebavo. Naslednje konkretno vprašanje, kako pripravimo domačo rehidracijsko tekočino in domača zdravila za celjenje stene prebavil in obnovo mikrobioma. Sanja. To smo že slišali. Ja, ampak to ste že slišali, tako da ja ne bi ponavljala. Ja. Ne, za celjenje nismo slišali. Mislim, za celjenje je tako. Te 3 zadeve, če boste uživali maščobe, ki so tam naštete, kokosova, tiste, ki so na bazi bituratov, take, ki so DHA, EPA, omega 3, to je ena zadeva. Druga zadeva je, v takem trenutku zelo pomagajo vse zdravilne sluzi. Naši predniki so bazirali svoje zeliščarstvo na sluzeh. Gledajte, trpotec, koliko je okrog,
gazimo po enem od najboljših zdravil. Istočasno je protivneten, razstrupljevalen, protivirusen in izjemno blagodelen glede sluzi. Tako da dajte naštudirati, res smo zelo natančno o vseh teh sluzeh v knjigi Naravne rešitve za virusi pisali. Ko ti neguješ sluzmi, ti dejansko nenehno, one ne delujejo kot aktivna učinkovina, da proti nečem delujejo, ampak mogoče celjenje. Za celjenje pa prebavil je ena od najbolj učinkovitih zadev seme koriandra. To ljudje s Crohnovo boleznijo vedo. Deluje tako, kot da bi en flajšter čez rano na črevesju naredil, tam se naguba, tam naredi več sluzi in s tem ustvari eno mikrookolje, da se poškodba, ki je pod tem laže celi. Tako da tudi to si zapomnite. Hvala lepa. Morda smo tudi na tole vprašanje odgovorili, že pa ga bomo še enkrat ponovili. Odgovor namreč, koliko časa po jemanju antibiotikov vnetih stene, prebavil potrebuje naš mikrobiom, da se ponovno vzpostavi in doseže svoje optimalno funkcionalno raven. Ja, tako kot sem že rekla, odvisno je od tega, kakšno je dejansko naše stanje, koliko kur smo, rečemo, prej imeli, ali pa če imamo eventualno kakšno težavo že odprej. Ampak nekako 3 mesece je minimum. To pomeni, da že, tako kot je Sanja rekla, če že uživamo antibiotike, da vzporedno, se pravi, v pravem razmaku uživamo probiotike, izjemno koristni so ta multiferment, ki je izjemno kaskadno fermentiran, in tudi še naprej, se pravi vsaj 3 mesece, s tem, da vzporedno zelo poskrbimo tudi mogoče za kakšna, ker znotraj so se mogoče razvile te patogene razmahnjene, tako da kakšen grenka zelišča so tukaj zelo blagodejna oziroma zelo pomagajo in seveda zelo paziti, da ogromno teh vlaknin zaužijemo, ki jih pa delamo lahko v kakšnih pripravkih skupaj z kakšnimi dobrimi antioksidanti, se pravi polifenoli s kakšnimi suhimi posušenimi robidnicami ali pa aronijo. Mi smo letos imeli aronijo, pa smo jo posušili in potem zmleli in ta aronija je čudovita, tudi ravnocelna zraven. Če pa še v med date, da jo med fermentira in da vam potem tiste snovi, ki so antihranila, ne delajo težave, potem je to en od boljših namazov. Suhe aronije zmlete na fino, pa zmešane z medom. Hvala lepa. Kakšno vprašanje iz občinstva? Lahko tudi aronijo na šnopcu, recimo, se pije? Kako, prosim? Aronijo na šnopcu, ampak to takrat, ko bo domača naloga fertik, pa ko več ne bo krize. Ja. Drugače, ja, fenoli, gledajte, fenoli so v alkoholu vedno bolj topni kot v vodi. Tako da, recimo mi vse smrekove, borove vršičke in ostalo, ko odlijemo tisto, kar smo iz medu dobili, šparovno zalijemo še z domačim alkoholom in potem dobimo v osnovi še večjo koncentracijo teh fenolnih snovi. Samo ne moreš to na dražene sluznice. Je pa sicer zelo učinkovito, ja. Bi vprašala, kako deluje kardamon, če ga zmeljemo in damo v med? Kardamom? Ja. Mislim, kardamom zelo preprečuje, da bi kisline dražile, recimo zato ga dajo v kavo, da ti kava ne draži želodca. Zelo izboljša presnovo v možganih, tako da ko enkrat možgani dobijo več energije, ne rabiš čez pol ure po drugo kavo iti. Da bi pa v med ga dajemo predvsem zaradi tega, da se nam ne razdiši, ker če ti kupiš začimnice, ki so v prahu, že s tem, da jih odpreš, zelo hitro začnejo zgubljati in ja, začimnice dajemo v med zato, da jih imam konzervirane, ker med je tako gost, da ne more priti do oksidacije in potem seveda ohranijo zelo veliko koncentracijo okusa. Drugače pa, da bi se nekaj posebnega še zgodilo v medu pri kardamomu, ni. Hvala lepa.
Prosim. Jaz pa vprašala, v kakšnem primeru bi vi, ker ste prej rekla, da res samo v skrajnem primeru, da bi eterično olje zaužili, na kakšen način bi to nažila, pa v kakšnem primeru? Enkrat sem to naredila. Imela sem predavanje zvečer, cel dan sem driskala zaradi tega, ker so bile fekalije v vodi vaškega vodovoda in cela ulica je driskala, res je bilo hudo. In takrat sem vzela in tako na liter tekočine dala 2 kapljici eteričnega olja origana in potem sem to tako, ampak vsakič zelo šekala, zato ker ti olje plava po površju in tako po malem sem to pila in v enem dnevu smo to zadevo uredili. Ampak to je, treba je vedeti, da so ta olja, kljub temu, da je to vse naravno, so lahko zelo hepatotoksična, tako da poznam ljudi, ki so to malo kapljali na cukor, pa mislili, da bojo s tem prehlade umilili, pa jih je kar nekaj končalo z epileptičnimi napadi, tako da ne se igrati s tem. To so, hidrolat je že dovolj močen, čaji so že, dajmo se prvo naučiti pravilno uporabljati čaje, pa semena. Tam se že skriva praviloma dovolj za naše težave. Zdaj pa pravim, v primeru vojne, če nimaš nič drugega, potem pa je dobro vedeti, da so eterična olja zelo močna, ampak to ni bližnjica do rešitev. Ja, izvolite, prosim. Hvala lepa, Sanja. A je kakšna povezava med puščajočim črevesjem pa puščajočo možgansko bariero? To bi bili Mislim, jaz ne vem za raziskave, ki bi dokazovale, da je, ampak logika je, da prepustno črevo torej omogoča bakterijam in njihovim toksinom, da pridajo direktno v kri in da toksini v krvi zares lahko poškodujejo tudi tako imenovano možgansko bariero oziroma bariero, ki ne dopušča vsem snovem, ki so raztopljene v krvi, da pridejo do možganov. Torej, takrat tudi teoretično lahko to popusti. Ti Urša slučajno veš? Mislim, ja, popusti. Bariera popusti, pa črevesna bariera, potem pa lahko prehajajo vsi ti toksini preko možganske bariere. To se dogaja, takrat pa še ljudje zbolijo. To so zelo, zelo bolani ljudje. In zbolijo za meningitisom. In tega ni, ampak to so ljudje, ki imajo zelo slab imunski sistem že v osnovi. To so multiorganske odpovedi, kar pomeni, da ne odpoveduje samo en organ, ampak celotni sistem. To pomeni večinoma srce, pljuča, ledvica, prebavni sistem je včasih tudi vzrok. Na tak način se lahko konča recimo to kronična vnetna črevesna bolezen. Možno je, ni tega na srečo veliko, se pa obstaja pa. No, morda lahko res pregovorimo tudi o tem, kdaj poiskati zdravniško pomoč, kdaj hitro didu na urgenco. Ja, ob znakih dehidracije, to pomeni, to smo že prej pogledali, drugače pa je, če imate kronične težave. Tisto pa je, včasih lahko se kaj hujšega skriva v ozadju. In če se stvar ne spremeni, ne vem, enem tednu, 14 dneh, kar lahko sami vi naredite, je to, da se je treba opazovati. Najprej vidite, če je krvava driska oziroma krvavo odvajanje, potem je treba najti vzrok, kaj je prišlo do tega, da prihaja kri preko blata iz telesa. To je ena stvar, druga stvar je pa to, če imaš še druge simptome, hujšanje, slabost, neodvajanje blata, menjavanje tekočega odvajanja, zaprtja. To so pač taki znaki in simptomi, ki lahko privedajo do takih zelo, da je človek zelo bolan. Jaz predvsem govorim, ker se pač ukvarjam z onkološkimi stvarmi, o tem, da ne je bila kakšnokoli rakasto obolenje v ozadju, pa tudi kronične vnetne črevesne bolezni so zelo huda stvar, ki se lahko zelo končajo, če jih ne znaš obvladovati. In pri tem je treba zelo poudariti, da je treba umiriti vnetje, ker že samo ime pove, to so kronična vnetna stanja prebavnega sistema in s tem, glede te bolezni si pa lahko človek veliko sam pomaga. Hvala lepa. Še vprašanja iz publike.
Zakaj imamo tolikšno številčno, obsežno mikrobioto? Ali je naša prehrana morda tako neoptimalna, da potrebujemo pomoč vseh teh mikrobov pri razgradnji in biorazpoložljivosti hranil? Začni Urša, brez nadaljevanja. Meni je pa všeč, da imamo mi tako velikansko mikrobioto, zato ker človeški sistem je zelo, zelo učinkovit. In tisto, kar sami nismo sposobni razgraditi in kar potrebujemo za normalno in pestro kvalitetno življenje, tisto nam lahko pomaga mikrobiota. Mikrobiota je tako zelo različna, ker vsaka mikrobiota, kar ste slišali čez celoten dan, dela svoje stvari. Eni presnavljajo ogljikove hidrate, pa nekaj maščobe, sintetizirajo vitamine, nam pomagajo, recimo izločajo sluz, ki je zelo, zelo pomembna. In jaz mislim, da je dobro, da imamo takšno pestro mikrobioto. Mi se vsi borimo k temu oziroma težimo, da bi imeli čim bolj pestro mikrobioto. Mi želimo imeti čim bolj pestro mikrobioto. Seveda želimo imeti tiste, ki so nam pozitivne oziroma tiste bakterije, ki nam bolj pomagajo v večji meri kot pa tiste, ki so slabe za nas. Hvala lepa. Še katero vas doda? Mislim, vprašanje je bilo, zakaj imamo tako pestro mikrobioto, zato ker smo obkroženi praktično z bakterije, so neka mala življenja, ki so tukaj bila pred nami in ko smo mi priplavali v evolucijo, so one že bila tukaj. Torej, bakterije so del tal, zraka, povsod, tako da karkoli se rodi v ta svet, je nujno povezano z mikrobi. In k sreči jih imamo kot zaveznike, velika večina. Ja, Iva? Jaz pa sem še to dodati, da takrat, ko so odkrili človeški genom, ko so ga razprli, so v bistvu bili zelo razočarani, tudi to še takrat rekla. Praktično, če hoče, da je naš, da je človek z vsem, kar pač nas dela ljudi, potem nujno potrebujemo to podporo mikrobioma, sicer, ker s tistimi geni, ki smo jih pravzaprav dobili, praktično ne bi mogli kot ljudje obstajati. Kako je to težko človeku razumeti. Mi veliki ne moremo brez 2 kilograma tega, kar smo do včeraj imeli za neki odpadni material, mislim. Bomo morali sprejeti to dejstvo, ja. Hvala. Naslednje vprašanje. Ljudje smo edina bitja, ki hrano kuhamo, toplotno obdelujemo. Sistem civilizacijskim dosežkom otežujemo prebavo in kličemo na pomoč vso mikrobioto, ali se catch morda skriva v tem spoznanju? Ne vem, če sem dovolj dobro razumela, a je bilo vprašanje... Da bi presna bila rešitev. Ja, da je kakor presna rešitev. Ja, nekaj, torej, so tukaj ogromno neka usmeritev ali pa prehranski, da se uživa zelo veliko surove hrane. To je sicer do ene mere možno, ampak treba je vedeti, da mi živimo v območju, v tem pasu, kjer nimamo na razpolago toliko toplote, ki jo v bistvu naš organizem potrebuje za prebavo. In potem nam zmanjka tega prebavnega ognja in si tukaj, sploh v hladnem času, enostavno tega ne moramo privoščiti. Tako da presno jedstvo je za eno obdobje, je lahko en način prehrane, ampak na dolgi rok absolutno ne, ker enostavno nismo prilagojeni več. Mogoče v nižjem polu, torej zemlje, kjer je še možno, ampak tukaj pa absolutno ne pri nas. Ja, nekaj dodam. Mene je to zelo zaposlovalo, ker sem se vedno spraševala, zakaj pa Indijci, ki toliko vedo o hrani, pa vsak dan kuhajo, pa imajo 40 stopinj non-stop. Zakaj pa Kitajci non-stop kuhajo? Zakaj makrobiotika
toliko kuha, pa so res se strašno ukvarjali s tem, kako hrana deluje. In edino Američani, ki pojma nimajo o prehrani, pa slavijo presnojedstvo. In potem dojameš, da tam, ker mislijo, da je človek samo material, pa da je poanta hrane, da mi dobimo čim več vitaminov, rodninom, da se je naše, pa da nič ne uničimo, tam je nastal ta koncept, ki je čist materialen. Če pa mi dojamemo, da je hrana veliko več, da hrana ima svoje informacije, ima opisana svoje čustva, ima cel software noter, da ti moraš en kos jabolka prepričati, da on več ni jabolk, ampak da on jutri bo moral postati tvoji možgani. To je zelo zahteven projekt. In vse te kulture, ki se spoznajo na prehrano, so ugotovile, da je ogenj tisto, kar zbriše informacijo na disku. Torej, klikneš delete tipko in je veliko lažje prevzgojiti te snovi oziroma dati jim eno drugačno funkcijo. Zaradi tega ne gre samo za toploto, gre tudi za toplino. Torej, mi s presno hrano krepimo hladni razum. Toploto pa potrebujemo za delovanje našega čustvenega, metaboličnega. Zaradi tega tudi dosti ljudi, ki se pretirano usmerijo v presnojedstvo, postanejo pretirano hladnorazumski. Seveda tudi to ima svoje, poznam presnojedce, ki so izjemno zdravi, poznam tudi take, ki so si uničili življenje s tem. To je odvisno od tega, kaj telo za ravnovesje potrebuje. To ti boš veliko bolj glede konstitucije verjetno razložila. Ja, jaz sem tudi hotela samo par besed o tem, da poznate 3 tipe in dejansko torej te 3 sile, katere so v telesu. Eden tip, ki je tako imenovana vata, to so suhljati ljudje, nagnjeni temu, da jih hitro zebe. To so ljudje, ki imajo zelo malo prebavne moči in je pravzaprav njihovo telo ni narejeno, ne operira s toliko prebavne moči, da bi profitiralo od presne prehrane. Ljudje, ki imajo veliko tega ognja v telesu, že po svoji, to so oni, ki jim dominira tista sila transformacije, pač to so ljudje, ki mogoče najbolj profitirajo od presne prehrane in na dolgi rok lahko od nje veliko dobijo. In načeloma pa je tako, da z razvojem človeka, z razvojem intelekta, čim več je intelekta, več je te vate, manj je močno telo. Manj moči ima telo za, kako bi rekla, počasi se proti umu poudarek evolucije seli, in telo je nekaj, kar se mora temu prilagajati. Tako da to generalno evolucijsko, ampak point je v tem, da dejansko velika večina, razen teh ljudi, ki živijo kot plemena, divja plemena v šumi, ki praktično tudi oni nekatere stvari kuhajo, je večina ljudi današnjega časa profitira od tega, da se hrana vseeno skuha. Ne vsa seveda, ker tukaj to razmerje mora biti. Če pri nekomu zmaguje, tako kot sem rekla prej, pri ljudeh, ki so vata, razdruževalni procesi, potem je tak človek tisti, ki mu bodo začele počasi zmagovati ta slabe bakterije. Torej, zato, ker te procese ni dovolj transformativne moči, ki drži to povezano z tisto silo, ki pa izgrajuje. Nekako na ta način. Kaj pa meso? Kaj je vprašanje? Moje vprašanje, kaj pa meso? O mesu praktično ni bilo govora in me zanima, ali se ga priporoča kot sestavni del prehrane, ali je zdravo, ali ni zdravo, se ga odsvetuje. Kakšno je vaše mnenje? Lahko začnem to debato. Preprosto dejstvo je, da mesa praktično ne potrebujemo. Mi lahko z rastlinsko prehrano lahko dobimo vse, kar naše telo potrebuje, in seveda tudi vse ostalo bodo tudi naredili naši mikroorganizmi, tisto, kar rabimo.
Ampak je pa res, da meso je seveda tudi vir proteinov in če se metla, eno je meso, drugo je, ne vem, če ste omenili, to jajca in druge stvari, meso najhitreje lahko pogrešimo, vse ostalo je mogoče malo težje, če se gremo čisto metla veganstvo, tiste malo metla, je treba malo bolj paziti, da res dobimo vse, kar telo rabi, bolj potem rastlinske proteine moramo kar zbirati oziroma vedeti, kaj pojemo. Mogoče gre samo za to, verjetno tudi to povezano s pešanjem teh naših prebavil, ker živalski svet nam na gotovo predela določene zadeve, ki bi jih sicer naše telo lahko, če smo temu kos. Torej, kako mi izgubljamo prebavne moči, tako teže dobivamo iz rastlinskih virov vse tisto, kar bi potrebovali. Ampak to je pešanje našega sistema, zato mnogi ljudi ugotavljajo, recimo, da skozi živalske vire potem hitreje neka neravnovesja nadoknadijo. Zdaj, večji problem vidim v tem, da smo izgubili odnos do tega, to je prvi problem. Nimam dileme ja ali ne, če bi sledili res svojemu notranjemu klicu, bi to čisto drugače sledalo. In večji problem je v tem, da so to res trenutno eno od najbolj onesnaženih oziroma obremenjenih živil. Torej, zelo velika razlika, imam recimo zelo dolgo občutljiv žolč in jajce kure, s katerom sem na ti, meni ne dela težav. Če pa grem kupiti jajce, še kako zaznam razliko. Tako da način, kako je nekaj pridelano, kaj je vse tle, v osnovi je, ker se vse kopiči po prehranski verigi navzgor, toksini tudi, potem žal živalska hrana predstavlja tle za marsikatere onesnaževalo veliko večje tveganje. Predvsem je v tem zgodba in ko mi hočemo telo čistiti od toksinov, je zmanjševanje vnosa takih živil modra poteza, kar ne pomeni, da boste rekli enkrat za vselej, ne vem, se zaprisegli, ampak razbremenitve se zelo hitro poznajo. Pa iskanje kakovosti. No, jaz bi samo tudi omenila količino te uporabe, za ljudi, ki jejo meso, je uporaba mesa verjetno pod pogojem, da je to meso čisto, popolnoma legitimno oziroma jim prav gotovo pomaga, ampak količina teh beljakovin, ki se vnaša v telo in ljudje jejo, v istem dnevu jajca, meso, stročnice in za nekaj takega bi rabite biti olimpijski športnik, da porabite to. Torej, to gotovo ni količina beljakovin, ki jo telo povprečnega človeka, ki hodi v službo, lahko porabi. Torej, to mislim, da je samo eno pod pogojem, da gre za ekološko meso, ključ je to, skoraj da dobesedno tako, kot je bilo nekoč. Zelo malo in občasno in pod temi pogoji je to absolutno koristno. Če smem dodati količinsko, veliko je raziskovalcev, ki so raziskovali, koliko dejansko beljakovin na dan naš puferski sistem lahko predela, brez da nas to zakisa. In nekje je zgornja meja 60 gramov beljakovin na dan. Zdaj, da ne mislite, da je to 60 gramov, ne vem, sira ali mesa, ker približno je recimo 20% je beljakovin v nečem, torej da ti zaužiš 60 gramov, to pomeni 300 gramov beljakovinskega živila lahko zaužiješ. To sploh ni malo, ampak gledajte, povprečje je v Sloveniji 90 gramov na dan, samo živalskih, brez mleka, mleko niso te ušteli, pa brez vseh rastlinskih. To pomeni, ni sistema, ki lahko prepreči, tudi če jemljete ne vem koliko alkalnih prehranskih dopolnil, to je taka eksponencialna funkcija, ti ne moreš razkisati kisle presnovke, ki jih taka količina beljakovin nalaga in to je to, kar mi čutimo potem kot revmatoidni artritisi, putike, nalaganje, to je dejansko, to so deponije kislin. In glede tega je dobro pogledati res to količino, kaj uživamo. Torej, seštejte sire, mleka, jajca, meso, pa pogledajte, kje ste. In ko smo pri mikrobioti, samo še to, Marjana, ko smo mi pri mikrobioti,
ta količina proteinov potem v resnici favorizira razvoj tistih črevesnih bakterij, ki jih je Urša uvodoma omenila, tiste, ki potem se kličejo, tiste, ki proizvajajo debelost, tiste, ki praktično izkoriščajo proteine, ki jih je daleč preveč. Tako da vse je nekako povezano v eno zgodbo. Jaz bi samo nekaj dodala, da predpisano je, vsaj pač iz klinične prehrane, od 0,6 do 0,8 gramov na kilogram telesne teže na dan lahko telo človeka, ki ni neki poklicni športnik, absorbira. Vse ostalo je preveč. Točno prideš na to, 60 gramov. Kaj pa pri majhnih otrocih? Ja, to pa je zdaj iz klinične prehrane pogledano, so raziskave, da majhni otroci, ki uživajo preveliko količino proteinov, so bolj nagnjeni k debelosti. To so one bakterije. Ja. Hvala lepa. Tamle sem videla zadaj, ne? Jaz sem vprašala, sicer sem kasneje prišla mogoče že temo prej, ampak kako se najbolje lotiti prepustnega črevesa? To smo že rekli. Boš gledala posnetek. Dolg bi Ja, rabili. in še enkrat ponovimo in obnovimo povzetek konference bo na spletni strani Živi in zdravi www.zivinzdrav.si. Tako da tam bo tudi video in pa povzetek današnje konference. Ja, ne, kdo mogoče še hoče? Tam je bilo še vprašanje, ne? Izvolite. Ko smo že jih prinesel, ni tako, da neprebavljene beljakovine najbolj zakisajo. Se pravi, če imamo premalo želodčne kisline, smo najbolj zakisani v telesu. Ja, tako je. Ja, to drži. Bolj kompleksna je, recimo vsi tisti, jaz recimo imam izjemno malo želodčne kisline. Recimo živalsko beljakovino brez dodatka betain, HCl sploh ne morem prebaviti. Lahko jo nosim v želodcu 3 dni, sem bo zgnila. Bolj kompleksna je beljakovina, zahteva večjo kislino v želodcu. Torej, gladko lahko z malo želodčne kisline prebaviš, na primer, mehki sir ali tofu. Že za trdo kuhano jajce rabiš bistveno več. Če pa pride meso v smetanovi omaki z gobicami, potem pa res rabiš biti z nabildanim želodcem. Veliko je naše kulinarike, recimo tudi prekmurska potica sodi v take misija nemogoče kombinacije beljakovin naenkrat, ki potem res ostanejo in samo ustvarjajo žveplo in kisle presnovke v telesu. Ja, prosim. Če bi lahko še nekaj. Pomlad je ravno čas za razstrupljanje, najbolj primerno. Kaj priporočate? Vse piše v vaših knjigah, ampak tako no. Kot čiščenje ali kako? Kaj mislite? Kakšna hrana, pa vsi ti razni dodatki od klorofila. No, lahko začnem. Vsekakor razstrupljanje se začne s tem, da mi eliminiramo tista živila, ki so v bistvu najtežje prebavljiva, tako kot zdaj rečemo. Od mlečnih izdelkov, vseh kvašenih, kruha, ki je iz glutena, takrat soja, večina teh izdelkov, potem tudi mogoče teže prebavljive stročence, odvisno pač kakšen je naš prebavni sistem. Če imamo težave s tem, z napenjanjem, tako potem najbolj, da odstranimo in se bolj skoncentriramo na kaše, na zelenjavo, sploh to sezonsko, ki je spomladi. In recimo čemaš je odličen za čiščenje koprive, da si naredimo pesto, pač vse, kar si lahko tukaj sami tudi okoljsko pomagamo. Seveda tudi čaj, regratov čaj, čudovit za čiščenje. Sa koriandrom pa ne smemo prehitro, ne? Kako?
Kaj si rekel? Se koriandrov pa ne smemo prehitro, ne? A ne, to, kar ti govoriš, je koriandrova tinktura za razstrupljanje možganov. Koriandrov čaj je pa nekaj drugega. To je alkoholna tinktura, ki pride v zaporege. No, generalno so klorofili, spomlad nam da klorofile, pa če nabirate, to tisti, ki ste brali, že veste, tisti mali poganjek česarkoli ima v sebi 10-kratnik tega, kar bo neki list, ko se bo odprl, imel v koncentraciji. Torej, nabiranje smrekovih vršičkov, tistih tam malih, nabiranje čemaža, koprivovih vršičkov, splača se vam vzeti nekaj malo več časa in nabirati vršičke, ker so opremljeni z vsem tem, kar narava avansira, da se ta razvoj zgodi. Tako da ima v sebi tudi veliko več teh snovi, ki vas poganjajo potem. Orlovi praproti? Ne, orlova praprot? Ja vem, ne vem, to ne jem. Ne vem, kakor jaz vem, ne vem, a so praproti užitne, ja jih nimam na seznamu. So, ampak se morajo odkuhavati prvo preden v tej zadnji vodi potem. Ja, če so majhne, pa so, ja. To je ta divja hrana, ki včasih rabi odkuhavanje enkrat ali dvakrat preden je neškodljiva. Jaz vem, eksperiment naredila z medom pa z trpocem, osko in široko listnim, in sem ga potem za pol leta zakopala v zemljo, zraven in imel izjemne učinkovine. Absolutno. Razlog temu, zakaj so zakopavali za vsaj 6 tednov, lahko pa tudi več, je ta, da trpotec v medu svoje stvarne moči s fermentacijo razvija, ker med ima encime za fermentiranje. In ta fermentacija je zelo občutljiva, še bolj občutljiva kot kislo zelje, ker rabi zelo konstantno temperaturo. Ta trenutek, ko pride do kakšne vročinske špice ali do pretiranega hlajenja, se bo ta fermentacija ustavila. In včasih so to zelo dobro vedeli, ko to spustijo na 70 cm globine, imajo kontinuirano toploto, ki je tam nekje okrog med 10 in 20 stopinjami in proces se odlično odvrti. Druga pomembna zadeva, ki jo seveda znanost ne more zanalizirati, pa je delovanje nadsončnih planetov, ki delujejo regenerativno na teh globinah, zato zakopavamo tudi semena. Ampak to je zdaj, a to čutite, a verjamete, jaz sem delala res v kleti, ki ima tako temperaturo po zemlji in razlika je, in ko tega iz zemlje potegneš in ga probaš, telo reče, to mi delaj. Tako da mi to delamo. Naredimo na vrtu. Ja. Metra in damo noter kolerabo, vse zagovornice, od rdeče peske do tega, da ostane čisto sveže. Brez zasipnice. Gospa je tam nekje na koncu dvignila roko, a ste se premislila? Ja, ne, prej smo bili pri meču, smisla vpraša, glede na to, da se zdaj odpirajo tovarne s tem umetnim mesom, je mogoče že kakšna študija, kakšen je vpliv recimo tega mesa na mikrobiom, na človeka, v to mogoče že naprej prerazno, to je človek? V teoriji ne bi smel biti dober. Glejte, ne vem, če malo spremljate tisti, ki objavljajo, nihče od nas nima izkušnje iz prve roke in upam, da jo ne bom imela, ampak tisti, ki na to opozarjajo, pravijo tako, nobeno celico ti ne moreš kar tako komercialno hitro razmnoževati, ker vsaka ima zapis, koliko replikacij prenese. In da bi stvar bila sploh učinkovita, ti moraš prvo celici ugraditi nesmrtnost, po domače povedano mora postati rakava celica. Rakave celice se lahko množijo neomejeno. Tako da v osnovi v teh laboratorijskih poskusih delajo ravno s temi celicami, kar pomeni, mi razmnožujemo raka za prehrano, po domače povedano. In če mi zaužijemo celico, ki je imela sposobnost neskončne delitve, kaj mislite, kaj bo počelo v našem telesu? Ne vem. Vsekakor se mi zdi ta smer reševanja planeta izjemno tvegana pa zavožena. Ima za namen, da industrijsko kmetijstvo popolnoma ugasne naravnega in da se hrana več ne bo redila, vzgajala, ampak samo proizvajala. In imeli smo to danes. Tako da ja v tem vidim res zelo veliko potencialnih tveganj.
še nekaj, ki smo že pri umetnem vnesu in teh agendah čudnih, ali se bo pri nas kaj naredilo, da se bo kontrolirali, kaj pride iz Ukrajine, ker tam je Monsanto velik zemlj kupil, to se pravi, je vsa fajnka špricana z glifosatom in to se pa je preko Hrvaške uvaža pa po celi Evropi kao proizvedeno v Evropi. Imeli smo okroglo mizo s predstavniki ministrstva dopoldan. Gospod, ki je en od državnih sekretarjev in direktor Kmetijskega inštituta, nam je odprto povedal, da se nimamo kaj zasekirati, ker derivati gensko spremenjene hrane so že v prehranski verigi. To že vemo, gledajte, lecitin, monoindigliceridi maščobnih kislin, ki jih najdeš povsod, ni treba označevati sredstva za obdelavo moke, ki so gensko spremenjeni encimi in podobno. Edini način, da nehamo postavljati ta vprašanja, nihče ne bo nič naredil, razen da greš dol z tega vlaka. To je to. Žito od kmeta zmeljemo, droži domače, potem pa ne ugibaš kakšni gensko spremenjeni encimi in ne vem, Ukrajina in ostalo. Mi se povezujemo s kmeti, mi smo jim zrihtali naše seme, to bo ravno me danes, kakšna je semenska norma za kamut, 220 kg/hektar. Mislim, gledajte, očitno bomo morali se tudi s tem ukvarjati. Prej nam ni bilo treba, življenje je bilo komot, samooskrba ni preprosta, zahteva veliko več znanja, veliko več časa, ampak druge poti ni. Svet se bo delil na tiste, ki bojo sprejeli, da so futrani, in na tiste, ki se želijo hraniti. Hraniti s hranili pa z živili. In v tem bo tudi razlika med našim mikrobiomom se samo povečevala. In ne pričakujte, da tisti, ki bo imel zombi mikrobiom, bo razumel sploh vzgibo bolj kompleksnega sveta. To je točno to, kar si ti razlagala. Ker naše črevesje vpliva na mikrobiom, mogoče bi bilo dobro, da še to poveš, ker eno tisto, kar se, tem se veliko govori, da je naslednja zgodba je dejansko hakiranje človeka skozi mikrobiom. Ker če ti osiromaši mikrobiom, ti ugasne možgane. In to, da se vam zdi, da res vidite vse več zombijev okrog, mislim, zdaj tako govorim, ampak ljudi, ki niso sposobni enih bolj kompleksnih razumevanj, v veliki meri mogoče izhaja, pa na to nismo še pomislili, iz tega, da nimajo s čem. Zato se borimo za mikrobiom. Ja. Torej, črevesni mikrobiom, skrivnosti prebave, ki smo jo danes odkrivali v organizaciji Zavoda Živi in zdravi. Vabljeni ponovno, da sledite novim temam. Črevesni biom je nosilna tema tega zavoda in bo na različnih krajih koncev Slovenije to leto, tako je, leto 2024, in bo na različnih krajih Slovenije še govora o tem, pa tudi o drugih temah, tudi zato vabljeni, da sledite spletišče, tako kot smo rekli, www.zivinzdrav.si, s koristnimi informacijami, kaj vse se dogaja v srečališčih, zakaj so pomembna, kako pomembno je, da se stopimo iz digitalnega sveta in smo ponovno nekako analogni. Tam najdete tudi informacije, naprimer, da jih samo nekaj strnem, v kratkem oziroma kmalu pripravljajo delavnico o ženski energiji v Celju, o naravni gradnji v Zagradcu, o izvirski vodi v Ajdovščini in še marsikaj, zato ponovno prisrčno vabljeni. Ne pozabite na letake tamle zadaj, tudi da se vpišete, tako kot smo vas povabili že na začetku tega našega dogodka. Najlepša hvala za pozornost in skupaj smo močnejši in skupaj za zdravje narave in človeka ostanimo, bodimo živi in zdravi. Hvala lepa. In samo še moja zahvala vsem, ki so tukaj prišli prostovoljno predavati in podpreti in posneti in moderirati. Tako da najlepša hvala Sanja, Iva, Urša
za moderiranje Marijana in Dobrin, ki nas je posnel. Hvala tudi vam, da ste prišli in poslušali.